Ok, dekleti, najprej prosim, če pokomentirate malo nastanitev, kje ste bili, pa kakšna je bila prehrana, te stvari. Zdaj nastanili smo se v vojašnico, v sobe po 8 pogradov, torej lahko pride notri 16 oseb. Dekleti sicer smo 4, zato imamo dovolj prostora. Hrano imamo 3 obroke na dan. Jemo v sosednjem vojaškem objektu, kjer nam zelo dobro kuhajo, moram povedati. Ja, res so velike obroke, tako da še fajn jemo. Ste dobro spali, so bile udobne postelje? Postelje so udobne, je pa res, da je malce hladno. Potrebno jih je vsako jutro urediti, tako da so popolnoma poslane. Mi temu rečemo takšen štrudelček se naredi iz juhe in takšne kokosa. Potem se to sežvija in vsako jutro imamo zjutrajni pregled opreme in če je vse popolno, potem lahko gremo na nalogo, če ne pa moramo tisti, ki imajo redu urejeno, čakati zunaj na tiste, ki še mogoče zamujajo. Je bila to nova izkušnja, da imate več cimer, kolegic v sobi, a ste to že navajene od mogoče dijaškega doma? Sem že bila tudi na raznih šolah po naravi, tudi raznih teh, kaj je to, projektih, tako da sem tudi že navajena z večjimi ljudmi. Jaz sicer nisem v dijaškem in sem v takšni majhni šoli, tako da nisem mogoče tako navajena velike družbe cimer. Sem pa bila na že poletnem taboru, kjer nas je bilo veliko, ampak smo se vedno prosili, pa tudi zdaj. Super. Zdaj pa vaju prosim, če malo pokomentirate opremo, ko ste jo zadolžili, ker imate novo opremo vojaka, pa to gorniško opremo, kakšno beseda o temu? Dobili smo smuči, pancere, smuči so najnovejše lanove smuči, zgozdljive, tako da smo se naučili, kako jih pravilno urediti. Se kar hitro naučiš in zelo praktično imeti uporabo. Če še bi ti kaj več povedala o krpljah? Ja, učili smo se tudi upravljati krplje, kako se jih namesti na noge. Seznanili so nas s pravili, nočne krpelj, nočne smuči, tako da se bi lahko rekli, da smo kar eksperti. Super. Pa kakšen stavek o programu tabora, mogoče tudi, če ste kakšno stvar počeli prvič, kaj je bilo najtežje v tem smislu? Z moje strani je bilo vsaka izkušnja nekaj novega. Tako na smučeh, tako na krpljah, na pohode v gorah, nasploh vse nekaj novega. In všeč mi je, da so bili inštruktorji tako potrpežljivi z nami, tudi tisti, ki se ne znamo smučati, da so nam mogoče pokazali smučanje, pokazali delo s krpljami, da so počakali, da se to zadnje uredi. Kaj se ti zdelo najtežje? Ni bilo ničesar. Glede na to, da sem že bila na poletnem taboru, ki je bil v Vipavi, bi rada omenila, da je tukaj veliko manj strožje, kot je bilo tam. To je pač presenetljivo, mislim, glede na to, da smo v vojski. Tako da se tabora mogoče ne smemo bati. Lahko se prijavimo kot popolni amateri in tukaj se bomo ravno tako ujeli z drugimi, tudi če ne znamo. Odlično. Kako ste se pa razumeli z inštruktorji? Kakšna beseda o tem, kako ste se z njimi ujeli? V bistvu sploh niso strogi. Sprejmejo nas, če naredimo kako napako, nam pač to lepo povejo. 5 minut prej, pred tem snemanju, smo ravno bili tukaj na Krigu. Smo šli po eni poti, v kateri ne bi smeli, ampak na srečo se nikomu ni nič zgodilo, ampak nam je inštruktor lepo povedal, da pač to ni prav, kar smo naredili, da se moramo na to paziti naslednjič
ki smo se vrnili na srečo pa vse. Super. Kako ste se pa med sabo, sami udeleženci, mladi, razumeli, spoznali? Nekaj časa je trajalo, da smo se malo sprostili, ampak potem pa zvečer, ko imamo veliko časa prostega, smo skupaj, igramo razne igre, karte, naprimer vislice tudi, in se s tem tudi bolje spoznavamo. Ujeli smo se mi zdi, da vsi zelo dobro. 3 ure škorpamo mogoče, mislim večer, dokler nam dovolijo po hišnem redu, ob 10 je spanja. Vmes se tudi ustavimo, da ščistimo celotno vojašnico. Pa tudi iger so nas nekaj novega naučili, remi naprimer, šnot. Imamo prosti čas tudi. Super. Zdaj pa prosim še tako za eno zaključno misel o taboru, ko bi jo povedali mogoče doma pa svojim prijateljem, kolegom. Se mi zdi, da je ta vojaški tabor zelo dobra izkušnja, spoznaš nove ljudi, spoznaš tudi samega sebe, ter pa pač spoznaš to vojaško službo. Imaš fajno priložnost. Tako zimski kot poletni tabor morsi mladi bi morali po moje obiskati celo vsi srednje šolce, zato ker se postopoma naučimo discipline, zato ker dobimo izkušnje, ki jih potrebujemo v življenju. In mislim, da bi, pa ne bom več povedala, pridite sami in ga obiščite.